Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Člani ožjega vodstva Socialnih demokratov so se zbrali, da bi na klavzuri Borutu Pahorju pojasnili, naj vendarle ne kandidira za predsednika republike. Bili so skoraj soglasni v razmišljanju, ki ga je povzel Dušan Kumer. Za uspeh socialne demokracije v Sloveniji rabi naša stranka samo še eno zmago in to je na naslednjih parlamentarnih volitvah. In mislim, da na to startamo. Kaj bo predsedniška? To je taka vmesna postaja. Ti veš, kaj pomeni klavzura? Zaprti vatikanski sestanek. S pogledu, ne? Tudi je najbrž jasno, da 90% ljudi to besedo prvič sliši. Z mano vred. Ampak noben tudi trzne ne. Klavzura, ja, normalno. Ja. Bili so na klavzuri. Pahor se bo odločil konec junija, kajti kot pravi, odločiti se mora pravilno in po svoji vesti. Mislim, tukaj nisem sposoben prav odločiti, potem ne smem prevzeti nobene pomembnejše vloge v slovenski politiki. Borut Pahor torej še vedno premišljuje. Razmislil pa je tudi, preden je odgovoril na vprašanje, ali bi želel, da bi bilo po njegovi smrti kakšno javno mesto poimenovano po njem. Jaz sem nesmrten. Nesmrten. Bzzz, bzzz, bzzz. Flip, prosim. Hej, Pahor, Tito hoče foro nazaj. Raziskava Politbarometer je pokazala, da ima SD še vedno največ podpore. Ponovno se je znižala podpora vladi, ki jo podpira le še 36% vprašanih. Po mnenju Nika Toša se razmerja lahko tudi hitro spremenijo. SD se premakne iz 25 na 20, SDS se premakne iz 22 na 18. Uvrstitev med njima ostane nespremenjena. Še vedno je SD kot pri zadnji meritvi prva in SDS kot pri zadnji meritvi druga. LDS pa s tako podporo, kot jo merimo, utrdi svoj položaj tretje stranke. Vse migota, vse je pripravljeno za selitve. Ta prostor, strankarski prostor je silno odprt. In vnosi, vstopi, ne nazadnje to, kar se pojavlja v javnosti, kot notranje členitve, razhajanja, iskanja novih osrednjih osebnosti. Vse stranke so podrejene tem iskanjem. Pri teh iskanjih je politikom vedno pripravljena na pomoč priskočiti tudi cerkev. Ob letu Svetega pisma sta o uporabnosti bibličnih citatov za današnjo politiko zavest spregovorila Rudi Koncilja in Jurij Bizjak. Kdorkoli med vami hoče biti prvi, bodi vaš strešnik. In kdor med vami hoče biti velik, bodi vsem služabnik. O denacionalizaciji in njenih vrlinah ob praznovanju leta Svetega pisma ni bilo govora. Bo pa o tej temi spregovorila naša današnja gostja. Komentar dneva Simona Rakuša. Kaže, da se bo zgodilo nekaj res nenavadnega. Da bodo poslanci koalicije podprli zakon, ki ga je pripravil poslanec opozicijskega LDS-a. Z njim bi država poskrbela, da boste še naprej lahko prosto hodili po gozdnih poteh, tudi v cerkvenih gozdovih. To je seveda pohvalno, čeprav tudi zaskrbljujoče, kajti to bi moralo biti samoumevno, saj je cerkev vselej ponavljala, da bodo njeni gozdovi vedno dostopni vsem, zdaj pa se zdi oblasti potrebno zaščititi vsaj poti. Javni pritiski cerkve za končanje denacionalizacije so zadnje leta nekoliko pojenjali, saj se ta oblast veliko bolj kot prejšnja trudi, da bi cerkvi čim prej vrnila ali dala tisto, kar ji po mnenju cerkvenega vrha pripada. Tudi v primerih, ko pravica cerkve do vračila ni jasna, ko obstajajo dokazi, da je kakšno posest v preteklosti že odprodala ali je prišla do nje na nenavadne načine.
Če se je vse do prihoda desnosredinske vlade leta 2004 večina odgovornih na tihem upirala vračanju velikih tudi fevdalnih posestev, kar se je kazalo z zavlačevanjem postopkov s pritožbami na pritožbe, je malteški vitez Lovro Šturm, ko je prevzel pravosodno ministrstvo, stvari začel obračati v nasprotno smer. Pravila igre bo spremenil tako, da bo država cerkvi vrnila gozdove, še preden bodo to storili tudi pristojni organi. Gozdove bo lahko upravljala in izrabljala, preden bodo pravnomočno postali njeni, in to, da jih lahko izrablja, je tudi najpomembnejše. Ostalo so formalnosti. Šturm bo ob tem raznim ne bodi jih treba, kot so gozdna gospodarstva, ki zdaj še upravljajo gozdove, tudi preprečil, da bi se še naprej prav nespodobno pritoževali na odločbe o vračilu. Kaže torej, da bodo 3% slovenskih gozdov kmalu le pospravljeni pod cerkveno streho. Zato med tem, ko se boste svobodno sprehajali po njih, le glejte, da ne zaidete z označenih poti. Simona, v naše skromne prostore si prinesla pridih prave televizije. Upam, da ga bom še kdaj. A imaš avizo? Mam. Ne, nimaš ga. Jaz ga imam. Kultura. V Cankarjevem domu se je zgodil blogres. Predavali so mnogi znani in manj znani slovenski obrazi in poslušali so jih manj in bolj znani blogerji. V množici smo našli tudi enega zelo mladega, ki je še v plenicah. Joj, koliko cute. V vsaki stvari je treba najti neko značilnost. In ta značilnost bo šele dala informacijsko vrednost tega in vzbudila zanimanje v drugih, ki bodo to ljudje prebrali kot primer nekega kulturnega, socialnega, političnega blagoda fenomena. Še naprej bom objavljal videe, slike, pisal pa ne vem, pač kar mi bo pripadalo na pamet, ne vem. To je pa od Andraža. Aha, to je pa Andraž. Okay. V prvem slovenskem Big Brotherju je zmagal Andrej, Slovenec iz Avstralije, ki si želi zavedno ostati v Sloveniji in si že išče slovensko dekle, s katero bi imel veliko slovenskih otrok. Kaj bo naredil z denarjem, ki si ga je zaslužil z nastopom v šovu, pa se še ni domislil. Prvi so moji najbližji in pol pa. A je šel v Avstralijo, niso? Ne zdaj. Zdaj bom, zdaj vidim, koliko tle sem doma in vidim, kako ljudi imajo me rad med zdaj in ne bi mogel zdaj pustiti. Tudi Svetlana Ražnatovič Ceca, ki je prepevala v Mariboru, razmišlja podobno. Kot napoveduje, bo poslej v Sloveniji postala še bolj domača. I kao što vidite, imate na 6 meseci sam kod vas. I onako da najotvorenije vam kažem i razmišljam možda i o kupovini nekog apartmana. Za konec pa še prijazno osebno vabilo vsem zvestim gledalcem. Danes večer ob 8. uri, tukaj v prostorih ljubljanskega studia 136 na Poljanski 6, tiskovna konferenca, kjer se bo medijska hiša Vest predstavila tudi tradicionalnim medijem. Ampak pridite kar vsi. Res. Bo za jest. Še vreme? Boljš kot včeraj. Thanks. Iz ljubljanskega studia 136 bile so to Vesti na Vesti. Adijo.